Pozdravljeni, čas je za nogomet. Po zimski pravljici se prvoligaški ples nadaljuje, sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 20. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bodo pomerili nogometaši Domžal in Brava. Ena tekma v tem krogu je že bila odigrana, Rogaška je dolgo časa vodila z 2:0 proti Olimpiji, toda zmaji so na koncu prišli do točke. Ivanšek, krasna poteza, Matica Ivanška, zdaj izpade v Bobarič. To je bila najlepša poteza te tekme, Ivanšek pred vrata, priložnost in gol! 1:0 vodijo Šiškarji, Matej Poplatnik. 8. zadetek Poplatnika v letošnji sezoni, njegov jubilejni 30. skupno v prvi slovenski nogometni ligi in Šiškarji so prišli do 10. zadetka na tujem v tej sezoni. Skromen izkupiček, kar se tega tiče, krasna akcija Šiškarjev, kakšna poteza Matica Ivanška. Matej Poplatnik pa je še enkrat pokazal svoj ubijalski strelski instinkt. Poteza kroga zaenkrat. Matica Ivanška, pobegnil je Bobariču po desni strani, podal pred vrata. Matej Poplatnik pa je pokazal, da je do potankosti izšolan za takšne primere. Orbanič takoj pošilja žogo naprej, ogromno prostora ima Stankovič. Če bi s prvim dotikom že Stankovič žogo popeljal v gibanje, bi bilo še bolj nevarno. Ampak tudi tako je Jakoslav Stankovič, kakšen gol! Fenomenalen zaključek, 2:0 vodi Bravo. 31. minuta srečanja, zdelo se je, da vendarle ne bo tako nevarno, da bodo Domžalčani ujeli krilnega napadalca Brava, toda kako se je potem znašel Jakoslav Stankovič. Poiskal luknjo v obrambi rumene družine in z natančnim strelom ob levi vratnici premagal Lovra Štubljarja. Odlična poteza Stankoviča, Pišek bi moral postoriti več. V tem primeru grdo je izpadel tu domžalski zvezni nogometaš. Prestregel je podal nasprotnika, Kavčič pelje napad Brava in tole je velika priložnost. Do strela je prišel Tučič, 11-metrovka za Bravo. Tučič je očitno v roko nastreljal Lukasa Hemta in Rade Obrenovič je pokazal na belo piko. Verjetno bi lahko zdaj Ljubljančani tudi dokončno poteptali domžalske upe po pozitivnem rezultatu, nobenega dvoma. Tučič je torej preigral 11-metrovko, njegov partner v napadu pa lahko izkoristi Matej Poplatnik. Poplatnik in gol, 3:0 vodi Bravo in domžalsko hrepenenje po pozitivnem rezultatu je bržčas izpuhtelo. Šiškarji ima zdaj res lep kapital in Aleš Arnol verjetno lahko udari štampilko, delo opravljeno. Poplatnik torej do 9. gola v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige in do 31. skupno v tem tekmovanju. Težijo vedno bolj k napadalni igri. Džapo, močan poskus, no priložnost zdaj za Domžalčane. No zdaj pa napaka Trdina in priložnost za Domžalčane, da vendarle dosežejo častni gol, Krstovski pa se ni znašel spredaj. Berc. Pišek in gol! Vendarle so Domžalčani prišli do častnega gola, Jošt Pišek potrjuje dobro formo iz priprav. Odličen strel proti bližnji vratnici in tudi na 11. zaporedni gostujoči tekmi je kapitulirala obramba Brava. Dolgo je kazalo, da bodo Šiškarji vendarle prišli do tako imenovanega clean sheeta. Toda Jošt Pišek je imel drugačne načrte, ki je tu poiskal vrzel izvrstni zvezni nogometaš. Nik Berc je zabeležil asistenco. Dušan Kosič, danes se nekako zdelo, da niste imeli ideje, kako se lotiti nasprotnika, da ni bilo pravega napadalnega navdiha. Kaj je bilo po vašem mnenju narobe? Ja, imeli smo težave na organiziran Bravo, ki je bil zelo discipliniran in ko se je tekma lomila, ko je bil še rezultat aktiven,
smo enostavno dvakrat zamudili in Bravo je to znal izkoristiti in na njihovo postavljeno obrambo smo imeli premalo kvalitetnih podaj, da bi lahko kaj več iz tega iztržali. Čestitke Bravo za zasluženo zmago. Bi lahko rekli tudi, da se nekako Krstovski in pa Kolobarič nista najbolje ujela v napadu? Ja, sej, pravzaprav smo imeli težave s poškodbami v zadnjem tednu. Dan je manjkal na tej tekmi, ki je na tem položaju precej bolj se znajde. Noben od omenjenih igralcev pa na bočnem položaju ni nekako specialist in ne, mi smo imeli tudi drugje probleme, predvsem v zvezni vrsti, kjer smo nekako izgubljali duele in nič, dobra šola za nas, treba je zanalizirati dober in seveda popraviti praktično veliko stvari. Aleš Arnol, iskrene čestitke za zmago, fantastična predstava z vaše strani. Manjša kozmetična napaka, ker ste prejeli gol, ampak verjetno ste skorajda v popolnosti zadovoljni s tem, kar so uprizorili fantje. Tako je, ja. Malce nervozna tekma, za tisto prvo tekmo velika pričakovanja, ogromno energije se nabere, nekega adrenalina pred prvo tekmo. Mislim, da se je to poznalo v začetku obema ekipama. Mi smo imeli plan povsem jasen, želeli smo Domžalčanom vzeti tako osnovno globino, da ne bi prepogosto dobivali žogo za zadnjo linijo in pa čim večkrat pritisniti na zadnjo vrsto. Predvsem moram pohvaliti, da po odzeti žogi smo bili zelo natančni in zelo dobro prehajali v protinapadih v zaključek. In jaz mislim, da na koncu, tako kot ste ocenili, zasluženo zmagali tekmo. Verjetno vas zelo veseli tudi to, da so vsi štirje napadalno usmerjeni igralci danes sodelovali pri golu in da se tudi Milan Tučić takoj zelo dobro vključil v ekipo. Ja, sigurno. Zelo vesel sem ravno zaradi te kombinatorike in sodelovanja. Čuti se, da se vsi igralci med sabo iščejo, da sodelujejo za ekipno dobro in tudi za Milana lahko rečem, da pač preprosto Milan je zelo inteligenten igralec, zelo dobro čuti prostor, zelo dobro čuti igro in to je pokazal on že na prvi tekmi, ker nam je prinesel ogromno. Danes je 2 zadetka dosegel tudi Matej Poplatnik. Je v tem trenutku prvi favorit za kralja strelcev letos? Pa kaj ne rečem, to težko ocenim, bi mu pa privoščil absolutno za Mateja to, kar sem že večkrat povedal, poleg njegovih nogometnih kvalitet je osebnostno izredno na nivoju. Danes smo lahko videli, v bistvu, koliko je pomagal v obrambi, mislim, da je zaprl in levi bočni položaj in desni bočni položaj v določenih trenutkih. To sam kaže na njegov karakter in zakaj smo se v klubu odločili, da z njim podpišemo dolgoročno pogodbo. Naslednji teden tekma z vodilno ekipo slovenskega prvenstva, kako presenetiti Celjane? Ja, izdali vsega ne bomo, bomo pa seveda poskušali, tako kot smo rekli, da spoštujemo močno Celjane, celjsko zgodbo. Gre res za velik finančni vložek in za izredno kvalitetno ekipo. Absolutno bomo mogli biti v osnovah zelo dobri. Pripravili bomo jasen načrt, je pa res, da če bomo Celjane pustili na našem igrišču preveč lagodne, se naše možnosti močno zmanjšajo. Jošt Pišek, visok poraz danes, kaj je bilo narobe? Vi ste sicer zadeli gol, ampak nekako se je zdelo, da vaša igra ni stekla. Ja, danes res ni bil naš dan. Slabo smo otvorili tekmo, še slabše smo nadaljevali. In res, v bistvu sploh nimam besed, ker danes res ni bilo za gledati, težko igrišče. In treba bo popraviti, dvigati glave in pokazati boljšo luč v nadaljevanju prvenstva. Jan Gorenc, iskrene čestitke za suvereno zmago. Zdelo se je, da vam je vse teklo kot po maslu danes. Ja, najlepša hvala. Ja, mi smo se že v garderobi zmenili, da gremo na polno, da damo vse od sebe. Vedeli smo, da bo težka tekma in tudi bilo je zelo izenačena tekma, ampak na koncu smo mi izkoristili te priložnosti, ko smo jih imeli in vzeli te 3 točke in vzeli s sabo domov. No. Po več kot letu dni ste začeli uradno tekmo. Kakšni so bili recimo vaši občutki? Imate občutek, da ste že polno pripravljeni? Ja, po enem letu spet uradna tekma. Vesel sem, ja, da sem odigral celo tekmo. Ja, dobri so občutki, zdaj pa moram še trenirati dalje, še bolj kot sem, pa iti iz tekme v tekmo.